Pozdravljeni nazaj v dvorani. Za trenutek me je malenkost zaskrbelo, kaj se dogaja s 26% slovenskega BDP, da se ni malo skrčilo teh 26%, ampak je v redu. Šalo na stran, v Sloveniji se že vrsto let pogovarjamo o najprimernejših modelih upravljanja državnega premoženja. V vmesnem obdobju smo model tudi že preoblikovali. Poglejmo si zdaj izbrane najbolj relevantne modele tujih upravljalcev državnega premoženja. Predstavil jih bo gospod Marko Derča, podpredsednik A.T. Kearneyja, ki pa bo dodal še eno dimenzijo. Marko, pozdravljeni. Prav A.T. Kearney je namreč Združenje Manager septembra lani predstavil rezultate skupne raziskave. Pokazala je na precejšen razkorak v pripravljenosti slovenskega menedžmenta na digitalno preobrazbo glede na mednarodno okolje. Spremembami je tako. Dolgo časa se napovedujejo, potem se pa kar naenkrat zgodijo. Marko Derča, zanima nas, bodo v orkanu teh sprememb slovenska podjetja preživela, rasla in ostala konkurenčna, ali pa se še vedno obnašamo malo tako, kot da smo v očesu orkana, kjer vlada ta navidezni mir, preden nas odnese. Tako da vabim k predstavitvi, to, kar boste povedali, bo imelo pomemben vpliv na okroglo mizo, na razpravo, ki bo tekla v nadaljevanju. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav v mojem imenu. Danes bom na hitro predstavil dve teme, ki so mogoče na videz nepovezane, vendar se dotikajo tudi na kakšen način so organizacije, ki upravljajo z državnim premoženjem, organizirane, da lahko reagirajo in pomagajo v transformacijah podjetjem, v transformacijah, ki se jim približujejo, ki so že danes v različnih fazah implementacije. Tako da v prvem delu nekaj besed o praksah upravljanja, ne o finančnih rezultatih organizacij, ki upravljajo državne naložbe, ampak predvsem na kakšen način, kakšne prakse imajo, kako so organizirane, kakšne cilje imajo, ker se to vpliva posredno ali neposredno potem tudi na njihovo uspešnost. V drugem delu pa predvsem o pasteh, modelih, dobrih praksah v transformacijah, ne samo v digitalnih transformacijah, transformacijah na splošno, nekaj več besed pa o tem, kakšne priložnosti imamo in tudi izzive v digitalnih transformacijah. Predvsem iz poslovnega vidika, ne danes, ne iz tehnološkega vidika. Primerjali smo nekaj izbranih upravljalcev državnega premoženja, predvsem iz vidika, kako so zreli že ta upravljalci, kako dolgo so na trgu, kakšno strukturo imajo, kakšna je njihova vizija ali kakšne možnosti imajo pri investiranju, kako so svobodni, kako aktivni upravljalci so in tako naprej. Če pogledamo tiste, ki smo jih izbrali za primerjavo, vidimo, da so vsi precej večji, imajo precej večji portfelj, kot ga ima SDH, vendar pa upravljajo podobno število podjetij, kar govori tudi nekako na razdrobljenost ali pa fragmentiranost naložb v SDH-ju. Drugi skladi upravljajo veliko večje portfelje z podobnim številom podjetij. Dividende, ki jih pa dobijo iz svojega portfelja, so pa nekako primerljive. Omenjeno tudi povedati, da te organizacije, ki jih primerjamo, ki jih tu analiziramo, obstajajo že vrsto let, se pravi, so zelo stabilne, se je že ta model upravljanja, strategij investiranja stabiliziral v teh državah, kar bomo videli je zelo pomembno za uspeh upravljavcev. Primerjali smo jih samo po petih kriterijih, predvsem kriterijih, za katere lahko dobimo informacije iz zunanjega vpogleda, brez notranjih informacij o upravljalcev posameznih sklad, ampak predvsem iz virov, ki so dosegljivi, ki so javno dostopni. Če pogledamo prvo pogled, predvsem kakšne vizije imajo, misije, vidimo, da so zelo različne in ne samo ekonomske. Se pravi, države so aktivno upravljajo
svoje upravljalce, da dosegajo tudi neekonomske cilje in na tak način tudi postavljajo njim cilje in nekako svobodo pri investiranju oziroma postavljajo strategijo investiranja. Tu so izvlečki vizij skladov, s katerimi primerjamo. Lahko vidite, da so zelo zanimivi. Recimo Švedska želi znižati stopnjo revščine globalno, ne, in na tak način tudi investira, recimo veliko investirajo v afriške dežele in tako naprej. Ampak se pravi, vseeno pa morajo z nekim delom premoženja, vseeno pa so glavni vodilo je še zmerom ekonomski učinek, kakor je tudi ekonomski učinek glavni cilj SDH-ja. Kakšne mandate imajo? Vsi so nekako zelo aktivni upravljalci, se pravi, niso samo finančni upravljalci, da bi investirali svoje sredstva in potem, ko čakali, kam se zgodi in izšli iz investicij ali pa šli v nove investicije, ampak so večinoma zelo aktivni upravljalci čez različne telesa, ki jim pač omogočajo različno stopnjo aktivnosti. Predvsem je to podobno tudi kot v Sloveniji čez nadzorne svete, nekje pa tudi še bolj aktivno do samih uprav. Zahtevajo, da so člani upravljalcev, člani izbornih komisij v upravah, ne samo v nadzornih svetih. Vse v skladu seveda z svojimi statuti, ampak sporočilo je, da so zelo aktivni upravljalci, ne, se pravi, grejo globoko ponekod tudi v podjetja, v upravljanje posameznih podjetij. Strategija investiranja. Strategije investiranja so vse v skladu z njihovo vizijo, vendar imajo vse nekako drugačno značilnost kot SDH, da lahko svobodno investirajo, tudi kupujejo podjetje, če želite, se pravi, lahko finančno investirajo, lahko dezinvestirajo in reinvestirajo ta denar v nove naložbe s ciljem maksimirati seveda cilje svojega portfelja in so nekako tu precej aktivni upravljalci, ne samo na portfeljem, ki jim je dan, ampak tudi lahko spreminjajo vsebino portfelja, ne tistega strateškega dela, ki imajo tudi večino teh držav nek strateški portfelj, kjer ga morajo ohraniti, ampak v nestrateškem delu so pa lahko zelo aktivni upravljalci in lahko investirajo v skladu s svojo strategijo tudi izven države, v tujino in tako naprej. Usmeritve investiranja, ko tu opazujemo upravljalce, je zelo pomembno ali pa nekako vidimo, da upravljajo portfeljsko oziroma sektorsko svoje naložbe. To pomeni, da ne upravljajo samo posameznega podjetja kot takega, ampak portfelj, svoj celoten portfelj oziroma industrije, sektorje v tem portfelju, s tem, da maksimirajo posamezno industrijo sektor, ne. Ni nujno, da v tem maksimiraš uspešnost ali pa cilje vsakega podjetja v portfelju, ampak mora sektor, industrija doseči te cilje, ne. To pomeni, da za takšnimi usmeritvami lahko tudi na račun lahko nekako usklajuješ strategije posameznih podjetij, da bi portfelj bil najbolj uspešen. Ni treba za vsako podjetje skrbeti samo za ekonomske cilje, ampak lahko prilagodiš te cilje z ciljem uspešnosti celotnega portfelja. Kakor smo zasledili, ko smo analizirali slovenske usmeritve smo videli, da je še priložnost, da se izboljšajo sektorske strategije, se pravi, da bi tudi SDH oziroma država imela ponekod bolj jasne usmeritve s ciljem investiranja, potem drugačnega, bolj strateškega investiranja in odločevanja v posameznih industrijah znotraj portfelja. Samo upravljanje, zelo zanimivi izsledki, kjer vidimo, da v nekaterih državah so dejansko tudi
ministrstva zelo aktivno vpletena v posamezno upravljanje. Treba povedati tudi, da v vseh državah ne obstajajo skladi v tej obliki, kot je v Sloveniji SDH, da je kot sklad, ampak so tudi v nekaterih državah imajo ministrstvo, direktno iz ministrstva upravljajo svoj portfelj. Ampak so, se pravi, velikokrat aktivno vpletena v upravljanje, vendar imajo zelo jasno napisana pravila, kaj se sme in kaj ne. Se pravi, da ni veliko prostora za interpretacijo o načinu upravljanja, se pravi, so posamezne vladne organizacije ali pa politične organizacije vpletene v upravljanje v neki meri, ampak v znotraj zelo jasnih pravil, ne, kar je seveda nekako osnova za odločanje, za strateško investiranje in tako naprej, spet s ciljem maksimiranja celotnega portfelja. To analizo smo predvsem želeli usmeriti v to, da se nekako vidijo priložnosti še iz stališča, ker smo primerjali uspešne sklade, se pravi sklade, ki dosegajo svoje ekonomske in neekonomske cilje in so zreli, že skozi leta so nekako stabilizirali svoj način razmišljanja in upravljanja, kje so še nekako priložnosti za izboljšanje upravljanja v Sloveniji, rekel predvsem svoboda pri investiranju, jasni cilji, sektorski cilji za posamezne deleže industrije v portfelju in pa zelo jasna pravila v načinu upravljanja. V drugem delu sem pa dotaknil predvsem modelov transformacije in razlogov uspešnosti ali pa neuspešnosti posameznih modelov transformacije. Ko opazujemo, zakaj se podjetja odločajo za transformacijo, vidimo, da je veliko različnih razlogov. Predvsem so razlogi, ali posamezne inkrementalne spremembe ne delujejo več, ali so zunanji vplivi tako veliki, ali reorganizacije niso uspešne in tako naprej. In to so nekako štirje glavni razlogi. V zadnjem času je predvsem glavni razlog so ti zunanji vplivi, digitalna revolucija, kot jo imenujemo, se pravi nekako push zunanjega okolja industrije v spremembo, drugače ne bomo več sledili vse spremembam. Ostali razlogi transformacije so pa nekako najpogostejši razlogi v bolj stabilnem okolju. In zdaj prihajamo nekako v obdobje, kjer bo veliko poražencev in veliko zmagovalcev v obdobju, ne glede na gospodarsko rast. Ko je konjunktura, vidimo podjetja načeloma vsa rastejo, vendar mogoče ne rastejo dovolj hitro, pa ne rastejo profitabilno. V teh časih so podjetja velikokrat pozabijo se primerjati z trgom, s konkurenco in rastejo prepočasi in iz konjunkture izidejo nepripravljeni. Zelo pomembno tudi v času konjunkture, gospodarske rasti ohrani ta fitness in biti pripravljen na transformacijo in se stalno primerjati, ali sem dovolj agilen, dovolj hiter, dovolj fit, čeprav ni recesije in tako naprej, rezanje stroškov in tako naprej. Vse in je to zelo pomembno, ker ko benchmarkiramo mi čez neko daljše obdobje podjetja, vidimo, da so največji zaostanek nabrala ravno v rasti, ravno v gospodarski rasti. Je ogromno nekih razlogov, podjetja vejo, da se morajo transformirati, vendar so izzivi, ki jih imajo uprave, vedno tu in se ponavljajo, bom rekel, skozi vse te različne razloge za začetek lansiranja transformacij. Mogoče prepoznate kakšne svoje izzive tudi tu, ampak bom rekel, predvsem strategije obstajajo v podjetjih, podjetje imajo strategije, nekako vidijo to jasno pot, vendar se potem zalomi pri implementaciji, se pravi pri izvedbi te strategije, ko pa je dejansko potrebno transformirati način dela, način razmišljanja, se spremeniti, biti bolj odprt za zunanje sodelovanje. Reorganizacije niso vedno
ključ za transformacije, niso ključni del transformacije, so ostali vidiki še veliko bolj pomembni za transformacijo, predvsem povezan način delovanja, sinhronizacija med organizacijo v podjetju. Če pa se osredotočimo na digitalno transformacijo, se pravi, zdaj v tem času nobeno podjetje, ki ga srečam v svojem delu in delam čez večino evropskih držav, ne zanika več tega, da je pač digitalna transformacija nekaj, kar bo doletelo vsa podjetja, vse industrije in vse nekako se zavedajo, da je trebno nekaj spremeniti, samo nekako še stavijo, kako hitro, ali moram danes, ali lahko naslednje leto, vendar vsi se tega zavedajo. Ta proces ozaveščanja mislim, da je končan. Ko pa predvsem gledamo, kaj bo prenesli te naslednji koraki v digitalizaciji, zdaj smo vsi bili priča nekako digitalizaciji ljudi, povezanosti ljudi, se pravi ta globalna povezanost, sodelovanja, komunikacija, dostopnost informacij takoj, kadarkoli, v kateremkoli času. Prihaja še en val digitalne transformacije, ko bo pa dejansko povezane stvari med sabo. To bo spet ogromno spremenilo v različnih modelih drugega vala digitalne transformacije še ni, v nekaterih industrijah se že kaže, ampak ni se še v polnosti manifestiral. Ta del povezovanja ljudi pa je že v polnem zagonu in iz tega vidika zdaj čutimo te disrupcije digitalne transformacije. Iz povezovanja stvari jih pa še bomo. Če pogledamo tudi, kaj slovenska podjetja pravijo glede digitalne transformacije, zelo hitro bom šel čez izsledke študije, ki smo jo konec lanskega leta naredili z Združenjem Manager, je, da podjetja imajo to na svoji agendi, slovenska podjetja, so nekako zmerno pesimistična glede digitalne transformacije, se pravi ne vidijo to kot priložnost za rast, za pozitivno transformacijo, ampak vidijo to bolj kot nevarnost za pad prihodkov, ogrožajo njihov osrednji poslovni model, drugi začnejo jesti njihov kos pogače. In zaravno tega bomo v drugem delu veliko govorili na to, kako inovirati nove poslovne modele, da se ne boriš stalno z samo ohranjanjem svojega poslovnega modela. Ko pogledamo investiranje, recimo kako investirajo tehnologije, se pravi vsi vejo, da je treba nekako investirati v tehnološke preboje, ampak pogledaš budžet podjetij, še zmerom gre v nekako največji del investicij v standarden IT tehnološki del, v ohranjanje kondicije, v učinkovitost, ne pa toliko v rast. Čeprav se v poslovnem delu je v nekaterih industrijah, ne vseh, so zelo velike razlike med industrijami, se že investira precejšen del budžetov v digitalne iniciative, ne samo tehnološki del, ampak tudi širše. En del podjetij, manjši del podjetij ima strategijo tudi formalizirano, se pravi nekako zapisano kot del svojih poslovnih strategij. Zdaj ne obstajajo posebej digitalna strategija pa poslovna strategija, ampak je to ena strategija, ampak je zelo pomembno, kako smo zajeli to disrupcijo v svoji osnovni poslovni strategiji in je treba to imeti formalizirano, da lahko spremljamo od kratkoročne, ne dolgoročne, zdaj so strategije dveletne, kratkoročne cilje, kako uspešno jih spremljamo in dosegamo. Zato je potrebno jih formalizirati. In pa se podjetja večinoma zavedajo, da bojo potrebne nove kapacitete, nova znanja, da bojo lahko temu sledile. In pa po moje najpogostejših elementov, ki jih predvsem, rekel, ne podjetja v Sloveniji, tu zanemarja, ampak v regiji, jugovzhodni Evropi je pomen sodelovanja. Samo cirka 30% podjetij verjame, da lahko svojo transformacijo dosežejo z povezovanjem s partnerji, zunanjimi partnerji. To je zelo pomembno. V tem času, ko so informacije dosegljive kadarkoli na svetu, lahko potegnemo znanje iz drugega konca sveta k sebi v Slovenijo, to je zelo pomembno, da to izkoristimo, ker nekdo drug bo. Se pravi, se morajo podjetja odpreti. Seveda je to večinoma, ko se pogovarjam z upravami, je strah o povezovanju, nekako bran svoje intelektualne lastnine, če nekaj povem, kar vem, bojo to izkoristili negativno in tako naprej.
to je pase, temu je treba, čez to je treba iti. Potrebno se je odpreti in ne samo črpati znanje, ampak ga dati tudi na trg, da bomo privlačni za podjetja, ki pa nas iščejo, da bi sodelovala z nami. In pa podjetja, in ta procent desno zgoraj je v bolj razvitih trgih veliko večji. Podjetja v drugih trgih se veliko bolj zavedajo tega, da je povezovanje s partnerji, imeti nek svoj ekosistem ključnega pomena za transformacijo. In pa v Sloveniji industrije, ki so po tej raziskavi najbolj pripravljene transformacije, so finančna in pa telekomunikacijska industrija, nekako tudi, ker so tu disrupcije, ki jih najbolj vidne in se morajo temu, hočeš nočeš pripravljati, ampak bomo videli kasneje tudi druge industrije morajo temu slediti. Ni pa samo tehnologija tista, ki sili v digitalne transformacije, večinoma so podjetja zbombardirana iz strani tehnoloških podjetij, IT podjetij, imamo novo orodje, ta nova tehnologija in tako naprej. Niso to glavni, niso to edini disruptori, edine gonilni elementi. Poleg tehnologij so tudi se uporabniki spreminjajo, njihove navade kupovanja, njihova pričakovanja. Recimo smo opazovali recimo zavarovalniško industrijo na Nizozemskem, kako so, kjer je razvit že tudi ogromno online retail, se pravi Amazon recimo, kako druge industrije, kako ta convenience, način dela, uporabe, orodij, se uporabniki želijo transformirati tudi v druge industrije. Se pravi, če so na Amazonu navajeni, da na 2 klika kupijo neko stvar, pričakujejo to tudi v drugih industrijah, v zavarovalništvu, v telekomu, da bo enak način enostavnega dela sodelovanja, ne? In če niso, postanejo nestrpna in iščejo tiste, ki jim to omogočajo. Razvoj trga, novi kanali, se pravi, bomo videli se nekako struktura kanalov, prodajnih kanalov spreminja. Včasih so bili to fizične trgovine, način sodelovanja, to se zdaj zelo aktivno spreminja in pa seveda nove konkurence. Jih zasledujemo lahko v vsakdanjem življenju, nove konkurence tradicionalno uveljavljenim industrijam. To so vse disruptori, ne samo tehnologija, ne smemo tega pozabiti. Ni samo nova tehnologija, spremljati samo tehnološke trende, ampak zelo aktivno povezovati svojo konkurenco in pa svoje kupce, kako se oni odzivajo. In pa zmeraj, ko opazujemo, kje lahko zelo hitro zasledimo največ sprememb, je, če spremljamo te stike industrij, kje se industrije stikajo, kje imajo neke stične točke, tam je največ nekih novih inovacij, načinov dela, uporabniki se najhitreje spreminjajo in takšno področje je treba opazovati. Večino, ko govorimo o teh digitalnih transformacijah ali pa ko slišite tudi iz medijev, se govori o Facebookih, Googlih, Applih in tako naprej, ampak ta podjetja, ki so že v osnovi izhajajo iz digitalizacije, predstavljajo samo približno 2% globalnega GDP-ja. To je zelo malo, ne, se pravi, še smerom so tradicionalne industrije tiste, ki so gonilo sveta in tam prihaja največje transformacije. Ne samo, če opazujemo te velikane, seveda zajedajo vse v tradicionalne industrije, ampak izziv transformacije ni v teh velikanih, ampak v establiranih industrijah. Tale graf se iz kvartala, bom rekel, spreminja, ampak nekako vidimo, da industrije z različnimi tempi prihajajo vse v obdobje, ko bojo bolj disruptirane, bolj nekako digitalna transformacija imela večji vpliv. V tem primeru vidik pogleda, kakšen del njihovih prihodkov že izvira iz digitalnih kanalov in vidimo, da se industrije se pomikajo bolj desno, nekatere so že na desni strani. Industrije, ki so predvsem v osrednji del portfelja SDH-ja, so še nekje na sredini, bom rekel, na sredini, mogoče energetika malenkost bolj na levo, ampak so predvsem tudi to industrije, ki so nekako vezane na svoj trg, ampak se bo tudi to zelo hitro spremenilo, predvsem iz stališča pričakovanj uporabnikov.
So pa seveda podjetja, ki pa zajahajo ta val, prej imajo ogromno nekih priložnosti, ne. Lahko res realizira zelo velike koristi na strani prihodkov, dobička in tako naprej, čez cel niz svojih verig. In zelo pomembno je zasledovati, maksimirati, imeti plan, zato je potrebno formalizirati strategijo, da lahko te cilje si vizualiziram, zastavim in dosegam na posameznih elementih. So pa tudi nevarnosti, ne? So pa tudi različni izzivi, če pogledamo recimo zavarovalniško industrijo, trg, sem že omenil trg na Nizozemskem, kjer establiranje zavarovalnice, kjer primer Nizozemske, ker je zelo razvit zavarovalniški trg, kakšen imajo razmerje svojih stroškov v premijah, novi digitalne zavarovalnice imajo pa to razmerje veliko, zelo drugačno in ne pritiskajo na tradicionalne zavarovalnice, jih se morajo spremeniti. Pritiskajo zaradi tega, zaradi same strukture stroškov, ampak tudi, kot sem že naprej, zaradi navade uporabnikov. Uporabniki pričakujejo hitrost, agilnost, takojšen odziv, takojšno v minutah realizacijo svojih zavarovalniških zahtevkov in tako naprej. Tudi v notranjih organizacijah, recimo, če pogledate samo IT, če boste tudi mogoče opazujete svoje organizacije, vse te nove iniciative, digitalne tehnologije, kdo jih pri vas realizira, vaš tradicionalni IT ali pojavljajo neki novi otočki IT-ja, ne? Neki IT dve hitrosti ali marketing, prodaja direktno zdaj komunicirajo z nekimi novimi tehnološkimi podjetji ali vaš standardni IT nekako skrbi za ta tehnološko podporo, ne? Velikokrat vidimo, da nastaja ta neka dva različna IT-ja, dve hitrosti, ponekod je to, včasih je to znotraj IT-ja se dejansko razdeli IT v dve hitrosti zaradi sledenja, ampak velikokrat vidimo, ker to ni proaktivno upravljeno, nastane samostalen nek IT v drugih delih organizacije, ravno zaradi tega, ker interni IT ne sledi vsem tem spremembam dovolj hitro. Ko pa bo ta transformacija končana, bo podjetje spet imelo problem, spet dva IT-ja, nepovezanost, različne kulture in tako naprej in bo spet nova transformacija potrebna. Zaradi tega je notranji izzivi. Če pogledamo tudi na prodajni strani, omenil sem že recimo prodajni kanali v telekomunikacijah, ne, kjer se iz tradicionalnega strukture, čez katere kanale dostopajo kupci do telekomov, kjer je bilo večji del čez fizične trgovine, če želite, kam pride kupec po nov telefon, novo naročniško razmerje in tako naprej, do klicnih centrov in tako naprej in zelo majhen del digitalnih kanalov preko interneta ali mobilne aplikacije. Vse to se spreminja in v katerih državah, kjer so telekomunikacijski trgi tudi drugačni, so te piramide obrnjene na glavo, ne, kot vidite na desni strani, in tudi strategije telekoma so velikokrat tako postavljene in seveda tudi potem se spreminja stroškovna struktura, model upravljanja, nagrajevanja in tako naprej. Ampak to zahtevajo kupci, se pravi, da se takšna piramida spremeni, se pravi spet izzivi na strani prodaje. Recimo vidimo tudi v bankah enak proces, kjer so pa izzivi, kaj zdaj narediti za svojo mrežo, ne? Kako jo transformirati, ali moramo zmanjšati, odpuščati ljudi, ko se bojo povečali digitalni kanali. Jaz bi recimo bilo eno zelo dober nauk, če se spomnite, kdaj so bankomati prišli na trg, ne. Včasih, ko ni bilo bankomatov, so v bankah za šalterjem šteli denar in si šel po izplačila, ne. In je bil to največji del aktivnosti uslužbencev v bankah za šalterjem. Ko so prišli bankomati, so mislili, da bo treba poslovalnice zapreti, ne bomo imeli več kaj za delati. Ne, poslovalnice so se še povečale, ne. Se pravi, so banke v svojih poslovalnicah dodale nove storitve z dodano vrednostjo in še razširile svojo mrežo, niso pa več štele denarja, ne. So bankomati, tehnologija prevzela to. Na tak način je treba pogledati, so tudi priložnosti v teh prebojih. Če pogledamo proizvodnjo, v proizvodnji mislim, da je nekaj tega, kar jih uporabniki ne vidimo takoj od zunaj.
ampak opazujemo lahko, so pa se pa podjetja proizvodnje zelo hitro spreminjajo. Vidimo, da so sedaj proizvodnja upravlja se na nivoju najmanjše enote dizajna, če hoče, če poenostavljam. Se pravi, ne samo produkta kot takega, ampak so serije en kos, se lahko uporabnik izmišljuje samo za njega specifično realiziran produkt, ne. In proizvodnja se distribuira z 3D printingom in tako naprej, ne. Se pravi, tektonske spremembe in v proizvodnji vsaka industrija ima tudi, če omenim tehnologije na enem slajdu samo, vsaka industrija ima nekaj svoj spekter tistih osrednjih tehnologij, ki bo spreminjal način dela, ne. Kaj spreminja v proizvodnji, ko sem omenil, da lahko imamo serije enega kosa, je 3D printanje, upravljanje, simuliranje proizvodnih trakov naprej, brez da mi spreminjamo setup proizvodnje, lahko simuliramo, kakšen bo izplen, kakšna bo utilizacija, kje so potencialne napake in tako naprej. In te je potrebno zasledovati tehnologijo znotraj svoje industrije, ne pa vse tehnologije, ker je tega preveč in nima smisla, so pa nekatere tehnologije, ki spreminjajo industrijo, v kateri ste. Mi smo zelo aktivni na Svetovnem ekonomskem forumu, kjer smo naredili eno raziskavo, tudi kako se morajo države pripraviti na digitalno transformacijo, kjer z Svetovnim ekonomskim forumom ravno razvijamo to, kako državam pomagati, da se pripravljajo na različne scenarije, ki jih prinašajo digitalne transformacije, digitalna revolucija. Tu zgoraj od 1 do 6 vidite neke glavne sile, ki oblikujejo digitalno transformacijo, tiste, ki jih vidimo kot ki so največji izziv za države, so regulatorno okolje, ki velikokrat je prepočasno in potem druge države prehitevajo druge države zaradi različnih regulatornih okolj, možnostih, ki jih dajo podjetjem, in pa ta delovna sila, znanje, ne, kako hitro lahko države transformirajo svoj, ne samo izobraževalni sistem, ampak nekak sistem motiviranja tudi, da se podjetja, zaposleni sami spreminjajo, prilagajajo in da imajo podjetja dovolj delovne sile z pravimi izkušnjami in znanjem na voljo, da lahko dejansko realizirajo svoje strategije, ne. Drugače so pa scenariji od zelo optimističnih do zelo pesimističnih, kjer bo od optimističnih, da bomo vsi v cvetju od teh digitalne transformacije in tehnologij, do tega, da se bo povečal kriminali zaradi varnosti, cyber security bo trpel, protekcionizem držav se bo še povečal, se bojo zapirali in tako naprej. In vse te scenariji se opazujejo, da bi se države bolj prilagajale. To je cel framework, kako se ocenjuje pripravljenost držav in naredil sem izvleček, kje je Slovenija pozicionirana recimo, glede kot država na pripravljenost v digitalno transformacijo v proizvodnji v tem primeru, to je izvleček za proizvodnjo, smo kar v redu pozicionirani. Se pravi, smo med tistimi državami, ki so dobro pozicionirane. Predvsem to izhaja iz tega, da je že danes naša proizvodnja zelo eksterno, izvozno usmerjena in jih to, koliko delujejo na globalnem okolju, že sili v to transformacijo, so pripravljena. Tudi v Sloveniji imamo visoko izobraženo delovno silo in tako naprej. Se pravi, so neki pokazatelji, ki nam daje dobro osnovo za, da ostanemo v tej digitalni transformaciji nekako fit pripravljeni kot država. Seveda je potem na posameznih podjetjih, da to izkoristijo, ni pa takšna slika, bom rekel, za vsa področja delovanja industrije. To je izvleček za proizvodnjo. Ne glede na industrijo, pa se nekako podjetja imajo podobne, ko jih opazujemo, kje zdaj te transformacije ne delujejo. Se pravi, kup je priložnosti, izzivov, ampak ne delujejo, so nekako podobni izzivi, ne. Ko se pripravljamo na transformacijo, jo nekako na začetku to raziskujemo, vidimo, kaj je možno, raziskujemo okolje, svoje zmožnosti, potem gledamo
gremo ven pogledati, različne eksperimente izvajamo, kaj deluje, kaj ne deluje. Potem, ko vidimo, kateri eksperimenti, piloti so delovali, jih probamo nekako pospešiti, narediti, da bojo nekako transformirati, pospešiti, da bojo postali tisti gonilci naše rasti, dobička, prihodkov in na koncu seveda prilagoditi temu novemu načinu dela in obstajajo različni izzivi. Zdaj, če opazujem podjetja tu v regiji ali pa slovenska podjetja, nekako so danes iz vidika digitalne transformacije tu v fazi raziskovanja, se pravi v tej drugi fazi, kjer podjetja imajo različne pilote, iniciative in tako naprej v digitalni transformaciji, vendar so to še zelo razpršena. Ko se pogovarjam z upravami, jih vprašam največkrat dva glavna vprašanja, ki mi dasta vedeti, kako so pripravljeni na digitalno transformacijo. Eno je, ali obstaja vizija in kakšna je, in če mi znajo povedati v enem stavku, je to v redu. Drugo vprašanje pa je, koliko projektov, digitalnih projektov imajo in kakšen del budžeta njim namenjajo. In če pogledamo, če že to prvo vprašanje odgovor je dober na prvo vprašanje, imajo ko jasno vizijo, kaj želijo v naslednjem kratkoročnem obdobju doseči, ko analiziramo njihove budžete, so še zmerom zelo fragmentirani, ali je ogromno nekih digitalnih iniciativ in vsaka ima nek majhen budžet, se pravi, ne more skalirati, ne more zrasti v nekaj pomembnega. Tudi ko jih vprašam, vsi bi radi inovirali, smo inovatorji, imamo svoj akcelerator in tako naprej. Ko pa spet gledaš njihov budžet, je to samo en majhen del tega, se pravi, dejansko ne dajo na mizo tistega, kar želijo doseči, dejansko potem v izvedbi, v samih strukturah budžetov tega ni vidnega. Če pogledamo, kakšne so te strategije pa za digitalno transformacijo, vidimo, da še vedno so nekako premalo ambiciozne. Večinoma podjetja gledajo to kot na obrambne mehanizme, nekako aktivno strategije, ki jih bojo obranile in njihove prihodke, so nekako digitalizacija omogočevalec, da bomo lahko še naprej delali bolj učinkovito in tako naprej, ne izkoriščajo pa to za neke nove poslovne modele in glavni razlogi so to, da ne razumejo podjetja, kaj vse digitalna transformacija prinaša. Večinoma se podjetja izobražujejo z vidika tehnologij, kaj je možno, ne pa vseh tistih gonilcev digitalne transformacije, kot sem rekel, spremembe navad kupcev, nove konkurence, kako se spreminja trg in tako naprej. Vse to je treba opazovati. Da bi te strategije digitalizacije postale bolj ambiciozne, dejansko gonilo sprememb, ne pa samo podpora inkrementalnim spremembam, največkrat usmerjena samo ali zniževanje stroškov, ne pa sprememb poslovnih modelov. Tudi zelo zanimivo recimo fakt, ko podjetja se pripravljajo digitalni transformaciji, so zelo motivirana in zelo velike energije dajo v samo strategijo. Ogromno delavnic, ogromno različnih, takrat se povezujejo z IT podjetji, letijo v Silicijevo dolino gledati, kako tam delujejo podjetja in tako naprej. Ampak in se tja usmerja največ časa. Ko pa potem strategijo zapišejo, ko naredijo tudi roadmap, pa nekako ta motivacija, energija pade. Se pravi, šele takrat je potrebno, da bi bilo največji del energije ali pa časa managementa dano v digitalno transformacijo. Ne toliko v oblikovanje same strategije, ampak potem v izvedbo. Zakaj je temu tako? Tako, da nekako v podjetjih zmanjkuje te notranjih kapacitet pa znanja, kako se transformirati. Govorim, transformacija ni zdaj nova zaradi digitalizacije, transformacije so bile potrebne že v preteklosti ali nazadnje zaradi recesije v gospodarstvu. Ampak je treba to kapaciteto, to znanje, kako smo takrat reagirali, enako uporabiti v digitalnih transformacijah. In potrebno to transformacijo gledati holistično, zelo enostavno pogledati okolje, kakšen poslovni model želimo in kako ga doseči. In ko to razvijamo, te strategije, se vprašati nekaj osnovnih vprašanj, da pridemo do nekega jasnega načrta, kako samo transformacijo izvesti.
in da je ta načrt formaliziran, da imamo merljive cilje, kako dosegamo te posamezne korake. Kot sem že menil, če želimo spremeniti svojo strukturo svojih prihodkov, je potrebno seveda tudi recimo budžete s temu prilagoditi. In se take cilje moramo dejansko formalizirati, ampak in postopoma priti do tega z kako odločanje preko dejstev, ne samo danes imamo toliko že informacij na voljo, kaj je možno na svetu, kaj deluje, kaj ne, da se lahko odločamo dovolj na posameznih dejstvih, da bi definirali svojo zelo konkretno in operativno transformacijo. Zelo na hiter narab boste dobili ta gradiva, ampak za vsako področje, za vse industrije, če jih pogledamo kot celoto, obstajajo in lahko uvrstimo v 8 glavnih področij digitalne transformacije, arhetipov. Se pravi, ko gledamo digitalne transformacije novih poslovnih modelov, obstajajo neka pravila, kje lahko delujemo. Rit prodajanje končnim kupcem, ali smo se umestimo v nek finančni tok, blockchain recimo, ali smo na provizije ali na drug način komuniciramo. Obstajajo neki osnovni modeli, ki neodvisno v kateri industriji smo, lahko zasledujemo, ko definiramo te strategije. Ne obstaja nek deseti. To so nekako področje, v katerih se gibamo, in za vsako industrijo obstaja tudi nekakve glavne disrupcije, glavni novi način modeli. To se seveda spreminja spet, iz meseca v mesec, ampak spet lahko se zelo analitično pristopimo temu, da vidimo, kaj deluje in kaj ne, in kakšni modeli delujejo, če se želimo ohraniti svoj osnovni poslovni model, ga braniti, ali če želimo ga rast znotraj svojega poslovnega modela, ali želimo inovirati, iti v druge industrije in radikalno spremeniti svoj način dela. Primer za energetiko, se pravi, ko se vprašamo o teh treh področjih. Se pravi, lahko zelo konkretno se sprašujemo glede na to, kaj želimo, kakšna je vizija, kako priti do tega, zelo analitično, in s tem znižujemo tudi rizik potem in se lažje odločamo, kam investirati, da dejansko potem lahko alociramo večje dele svojih budžetov z manjšimi riziki, bom rekel. Inoviranje je pa ena zmožnost, kapaciteta, znanje, ki ga je potrebno v bistvu usvojiti, tudi industrijam, ki se v preteklosti niso zelo hitro spreminjale, gibala, ker tudi če samo bomo ubrali poslovni model nekako braniti svojo obstoječo pozicijo, jo bomo morali braniti inovativno. In ker podjetja umirajo zelo velikim, hitrejšim tempom kot v preteklosti, ravno zaradi tega, ker so jih tudi, če so branila svoje industrije, drugi prehiteli. In ko podjetja nekako, zdaj so zelo moderni, različni akceleratorji, sodelovanje z akceleratorji, hekatoni, če želite in tako naprej. Zelo pomembno je spet potem, kako to uporabiti in izvesti do konca. Večinoma takih programov inoviranja propade zaradi različnih razlogov seveda, ampak eden od razlogov je, ko sem ga omenil, se pravi, da ni jasen cilj, kaj želimo s temi inovacijami doseči, so preveč fragmentirane te inovacije in na tiste, katerih smo se pa odločili, da so tiste prave, ne posvetimo dovolj časa, tudi časa uprav, koliko časa se na sestankih kolegijih uprav pogovarjamo o tekočem biznisu, koliko pa o teh stavah, ki jih damo za prihodnost. Samo iz tega pogledajte, kakšen del budžeti so zelo merljiva, ampak tudi kakšen del management attentiona je na te iniciative. To vam daje vedeti, kako dejansko podpirate te inovacije znotraj podjetja. Če pogledamo poslovne modele, inovativne poslovne modele, pa v večini primerov v establiranih podjetjih propadajo. Ne zato, ker ne bi To je pa omenil še en razlog, ne samo te, ko sem jih že, ampak tudi, da se ne povezujejo podjetja dovolj. Seveda podjetje veliko establirano ne more delovati kot startup. Nima smisla, da bi delovala kot startup.
Zaradi tega zmeraj, ko gremo v Silicijevo dolino, se učiti, na kakšen način tam ta startup podjetja dela. Če želimo to kulturo seliti v naše etablirana podjetja, ne bo delovalo, nismo takšni. Ampak potrebno se je na pameten način povezovati z njimi in izkoristiti to, da bi pa te poslovni modeli, ki jih startup podjetja znajo drugače in boljše upravljati, da skalirajo, da to znanje izkoristimo. Ko sem že menil, če nekako pogledamo podjetja tu v regiji, se ponavadi zaustavijo v tem drugem delu, kjer imajo 100 ali pa 1000 idej, jih imajo v svojem portfelju, idej nikoli ni, ideje zmerom dovolj. Zmanjka, ko nobeno podjetje nima preveč dovolj dobrih ljudi, zmanjka na tem delu in pa zmanjka, sem že omenil, kam staviti, da bi se res osredotočili na 2-3 iniciative največ in za njimi stali in jih skalirali. To pa res pomeni, da se moramo v enem trenutku odločiti, kam bomo dali svoj čas in svoj denar. Ne samo raziskovati. Obdobje raziskovanja z iniciativami, hackathon in tako naprej, ga je treba zaključiti v eni fazi, trebno je potem se odločiti in dati v bistvu na mizo svojo in podpreti svojo odločitev. In ko je treba to narediti, to je nekako trenutek, ko propadejo te transformacije in skaliranje, se pravi pospeševanje teh novih poslovnih modelov. Seveda obstaja en kup priporočil, praks, kako biti uspešen v celotni verigi, potem tudi dejansko to akcelerirati in se na koncu transformirati. Treba je seveda to pogledati v kontekstu vsakega podjetja posebej. Iz stališča inoviranja kot listo nekaj ključnih kazalcev uspešnosti ali pa kritičnih področji, ali pa elementov, da bomo uspešni inovirani, je seveda, kot sem rekel, inovacija ni nekaj, ki ga upravlja nek odbor, ampak inoviranje mora biti na agendi predsednice uprave. To je prvo pravilo, se pravi, ravno zaradi tega, da je dovolj časa in budžeta namenjeno. Potrebno je pravilno strukturirati in prioritizirati ideje. Se pravi, imamo en kup enih idej, ko se že sigurno se srečujete, da vsak teden, vsak mesec pridejo k vam ali IT, tehnološka podjetja ali različni sodelavci, imam super idejo, novo, inovativno in tako naprej. In ki se vam zdi privlačno v tistem trenutku in se uvrstite, daj narediti nekaj razišči, ampak treba se odločiti, treba je nekaj jasno mejo, najprej nekako manifestirati rezultate iz tistega, kar je v portfelju. Se pravi, moramo dati prave ljudi, se pravi, na ta področja. Sem že menil, nisem še videl podjetij, ki ima preveč dobrih ljudi. Zaradi tega je pa ravno pomembno, da se povezujejo z zunanjimi partnerji, pametno povezujejo. Obstaja en kup že dobrih praks, kako imeti pametne pogodbe, da si zelo hitro lahko povezuješ z zunanjimi partnerji in ravno nadomestiš to velikokrat manko notranjih kapacitet. Četrto, tudi recimo naše projekte, ko jih mi delamo kot konzultanti, predvsem v razvoju poslovnih modelov, v vsaki točki, vsak mesec, če želite, naslovimo na poslovnem modelu vprašanje, ali ima smisel nadaljevati s to aktivnostjo, ali ima ta ideja potencial, da bo zrasla v nekaj velikega. Ne čez eno leto, ko damo letni budžet, pa potem na pol leta ali pa konc leta se vprašamo, ali je to uspelo ali ne, in če ni uspelo, so zmerom razlogi, zakaj ni to uspelo, ali notranji ali zunanji, konkurenca, regulacija in tako naprej. Vsak mesec se lahko vprašamo, ali ima smisel, da nadaljujemo z to inicijativo in to je zelo enostavno narediti, da jo lahko tudi tako budžetiramo. Se pravi, lahko tim, ki skrbi, ki je za temi digitalnimi inicijativami, vam mora vsak mesec ali na 2 meseca dokazati, da mu dovolite, da se še naprej ukvarja s tem, da dobi naslednjih 100 000 evrov.
naslednjih 500 000 evrov. Ne da se mu naprej 5 milijonov, če konc leta pokaže, kaj bo iz tega, ne. Vsak na zelo kratkoročne cilje dokazuje in s tem dosežete dvoje, da hitreje prijete do učinka, ker so vsi motivirani, da bojo obstali, in pa znižate si stroške investiranja, ker neuspešne poslovne modele jih boste prekinili financiranje preden v krajši, v zelo zgodni fazi, preden se porabijo vsa sredstva in šele na koncu leta ugotovite, da to ni uspešno. In pa seveda nekako razbiti to silosno razmišljanje, povezati celotne organizacije. Dobre ideje in dober način transformacije obstaja v različnih delih organizacij, ne samo zdaj v oddelku inoviranja, IT-ju in tako naprej. Treba je povezati celotno organizacijo. Še mogoče, da področja, ki tudi niso dovolj izkoriščena iz stališča inovacij, so dobavitelji. Do dobaviteljev se tradicionalno obnašamo kot kupci, z najnižjo ceno in tako naprej. Ko smo raziskovali najboljše inovatorje, smo videli, da imajo velik del njihovih uspešnih inovacij izhaja iz sodelovanja z dobavitelji. To je eno tako področje, ki se ga da, ker že imate z njimi odnose, poznate, se lahko prestavi na nek višjo raven. Za konec, glavni faktori uspeha v transformacijah, vodilnih digitalnih transformacij, kot že omenjeno, se pravi jasen mandat iz stališča uprave, vodstva uprave in pa odločanje z fakti. Se pravi, danes lahko veliko bolj zmanjšujemo rizik pri odločanju, pri vodenju, če izkoriščamo analitike, orodja, podatke, ki obstajajo v podjetjih, podatke, ki obstajajo na trgih, se lahko veliko boljše in bolj inovativno odločamo, top-down, se tem znižujemo rizik. Imamo jasno vizijo, se pravi, če lahko povemo v enem stavku, kaj želimo s to transformacijo doseči, je prvi korak in to je zelo pomembno, da iz dveh vidikov, da se ne samo ljudje poistovetijo s tem, da vsi vejo, zakaj nekaj delajo, ampak tudi, ko se odločamo v nekih projektih, ko pa čez 3 mesece pride do nas spet nekdo neko super idejo, kaj bi bilo fajn narediti, da če ne spada v to našo jasno vizijo, kratko vizijo, jo lahko z drugačnimi očmi pogledamo, ne takoj z navdušenjem damo portfelj in spet razpršimo svoj čas, ampak gledamo z bolj kritičnimi očmi, ali je v naši viziji. Zaradi tega mora biti res ta cilj artikuliran. Ko mi delamo recimo z upravami strategije, digitalne strategije ali pa poslovne strategije, imamo velikrat zraven risarja, nekdo, ki med sestanki skicira, kako izgleda naša digitalna vizija, transformacija, nariše sliko in nekako vizualizira tisto, kar želimo postati, se pravi, to so nekakva orodja, ki nam v opremljivi obliki potem pomagajo, da zasledujemo te cilje kot primer. Digitalni akcelerator, se pravi, pomembno je, da postanemo sami nekak ta gonilec, akcelerator, pospeševalec poslovnih modelov, novih idej in da je to centralizirano v podjetju, se pravi, izvaja se seveda decentralizirano, ampak da je jasno vzpostavljeno, da se to nekako povleče znotraj podjetja, ne da outsourcamo pospeševanje, ampak moramo, ker je to bo osnovna veščina, ki jo bo morali v prihodnosti obvladovati, moramo to posrkati noter v podjetje. Atmosfera startupov, se pravi ne način dela startupov, upravljanja, organizacije in tako naprej, ampak pobrati tiste dobre stvari iz startupov, kot so naprimer, da se učimo na napakah. Recimo ima nekatera podjetja prav KPI, kolikokrat se je potrebno zmotiti. Seveda ne iz vidika, da se pokoplješ firmo, ampak kolikokrat moraš imeti tudi neke napake, jih videti in se z njih naučiti. Se pravi, potrebno je imeti to kulturo,
da se učimo na napakah, da napaka ni v osnovi kaznovana. Različne metode dela, MVP, Minimal Viable Product, se pravi prek pilotov, čim prej nekaj sprobati, ne tradicionalen način, ideja, načrt in tako naprej, ampak čim prej probati nekaj na trgu, v zelo kratkem času in videti, deluje, aha, naprej, ne deluje, cancel. In pa obsedenost s kupci. Se pravi, nekako moramo biti obsedeni s tem, kar naši kupci želijo. Manj je priložnosti, da mi kreiramo, kaj kupci želijo. V današnjem času pridejo do nas zelo dobro informirani in zelo dobro naučeni in velikokrat razvajeni iz drugih industrij, kaj dejansko pričakujejo od nas iz stališča digitalizacije in potrebno je, da se vse vrti okrog nekako njihove zgodbe, njihovih življenjskih dogodkov, kako njim okrog teh življenjskih dogodkov ponuditi največ storitev in najboljše storitve. In pa aktivno upravljanje sprememb, seveda. To se velikokrat tudi v podjetjih, ki so bolj tehnološko usmerjene, nekako pozablja. Imamo strategijo, iniciative, strukturirano delamo na tem, s KPI in tako naprej, ampak upravljanje teh sprememb, komuniciranje velikokrat tudi pade. To velja za vse transformacije, to je eden od ključnih elementov. Nikoli ni dovolj komuniciranja, vključevanja ljudi in tako naprej in je potrebno tudi v tej transformaciji na to polagati ogromno časa. Recimo delamo z Barclays banko v Londonu, kjer je tradicionalna banka, najstarejša banka, nekako počasna in tako naprej, ampak je zelo uspešna v digitalni transformaciji, ker so se odločili dve stvari. Eno je, predsednik uprave je sam agitator, pospeševalec tega, razpršili so to odgovornost med vse člane uprave, recimo nimajo chief digital officerja, so rekli, če bomo postavili chief digital officerja, bomo rekli, vsi ostali člani uprave ste pa dinozauri, samo ta je digitalni, vse ostali se pravi, je spet ta inclusion ni bil dosežen. In pa začeli so izobraževati o digitalnih tehnologijah v svojih poslovalnicah ljudi, ki niso digital natives, ki niso tisti, ki v osnovi že uporabljajo napredno uporabljajo mobilne telefone, ampak vse ostale, starejše zaposlene. In če so oni znajo uporabljati nove digitalne tehnologije, veliko lažje prepričajo vse druge skeptike v podjetju in vse druge zunanje in kupce, ki so nekateri tudi danes še niso vešči tega. Ta moment transformacije, change managementa, učinek veliko boljši in to so en kup takih trikov, kako lahko to naredimo. Zaradi tega je zelo pomembno, da se pač spremeni ta kultura v podjetjih. To zna biti, se pravi, tudi če imate super strategijo, vodstvo teče za tem, ampak če ne sledi cela organizacija, bo to spet neuspešno. Lahko se v teh zgodnjih fazah, kot vidimo s temi pospeševalci, hackathon in tako naprej, zanašamo na zunanje partnere in prav, da se, kot sem omenil, ampak potem za pravo transformacijo je treba to ponotraniti in spremeniti ljudi. V tej digitalni transformaciji je iz tega vidika še to pomembno, da je to pomembno, ker je dejansko potrebno se spremeniti, tudi čist vidno iz tehnološkega vidika, ne samo drugačen mindset, ampak moramo dejansko se naučiti neke nove stvari, znati uporabljati neke nove tehnologije, se drugače pogovarjati s kupci in tako naprej. In pa seveda tudi to zahteva neko drugačen način vodenja ali pa mogoče ne drugačen način vodenja, fokus na nekatere elemente v vodenju mora biti v teh digitalnih transformacijah še posebej viden in da so ravno uprave, vodstvo uprav, te agitatorji, ki povezujejo različne generacije znotraj podjetja. Rekel predsednik Barclays se je naučil programirati, se pravi, da je nekako
povezoval te različne generacije znotraj podjetja. Da nas ni strah, če bomo pa zdaj odprli digitalni kanal, kaj se bo zgodilo z našimi fizičnimi trgovinami ali pa fizičnimi kanali, bomo kanibalizirali jih sami. Ne? Treba je najti mehanizme, sisteme nagrajevanja, da lahko povezujemo, kaj je dobrega v digitalizaciji tudi za kanale, ki se spreminjajo in tako naprej. Vse to mora biti nekako vidno v aktivnostih vodenja na dnevni ravni. Se pravi, mogoče ne nov način vodenja, ampak fokus v tej transformaciji na nekatera ključna področja. Hvala. Gospod Marko Derča, hvala za tole z najiskrenejšo besedo bogato predstavitev. Ne vem, koliko tehta vaša prosojnica, ki jo bomo dobili ne 2 megabajta, ampak tole, kar ste povedali, je težko zmeriti v znanju. Ne vem, če obstajajo take enote. Tako da hvala za to. Rekli ste, da bojo poraženci in zmagovalci. Človek bi rekel včasih v nekdanjem jeziku, da se bojo karte premešale, a kaj, ko niti ne vemo več, če gre za igranje kart ali za kaj drugega. Tako da to, kar ste povedali, uporabil ste zanimiv izraz digitalna hitrost. Da bomo hitrejši, da bomo dosegali to digitalno hitrost, bo reci piši potrebno kar trenirati in to precej. Zato preden nadaljujemo z okroglo mizo, ki jo bo vodil drugi Marko, to je profesor dr. Marko Jaklič z Ekonomske fakultete v Ljubljani, se bomo obnašali kot športniki. Za športnike sta odmor in hrana sestavni del treninga. Tako da vas zdaj vabim, da se majčkeno okrepčamo, da majčkeno potreniramo druženje, da si uredimo misli.